Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, pričenjamo 22. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki se mi je sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Opravičili so se državni svetnik Uroš Brežan, dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Bojan Kontič, Dušan Strnad, Rajko Fajt, Milan Ozimič, magistra Marija Lah in Mirko Kozelj. Na sejo je bil vabljen Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. S sklicem 18.7.2016 ste prejeli naslednji dnevni red. Predlog odložilnega veta na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red naslednji, kot sem ga že prebral. Torej, prva točka, predlog odložilnega veta na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je predlog odložilnega veta na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Najprej seveda lep pozdrav ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo gospodu Zdravku Počivalšku, prav tako lep pozdrav Jerneju Tovšaku, lep pozdrav, gospe Marjeti Petrač, lep pozdrav, dr. Petru Vrtačniku, gospe Klaudiji Ržen, prav tako iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Državni zbor je zakon sprejel na 21. redni seji 14.7.2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča, ste prejeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričenjamo z obravnavo predloga odložilnega veta za zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati kratko obrazložitev. Izvolite, besedo ima državni svetnik in predsednik komisije, gospod Jernej Verbič. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik, podpredsednik, spoštovani gospod minister z ekipo, kolegice in kolegi. Komisija za lokalno samoupravo, ki je tokrat se sestala v nekoliko širši sestavi, tako da so bili zastopani tudi da so bile zastopane druge interesne skupine, sindikati, sociala, kultura in tako dalje. Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj nasprotuje zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki pogrebno dejavnost z izjemo zagotavljanja 24-urne dežurne službe prepušča trgu, čeprav gre za izvirno občinsko nalogo in za zagotavljanje in izvajanje storitev, ki so v javnem interesu. Kot je v odločbah Ustavno sodišče že večkrat pojasnilo, je odnos do mrtvih eno temeljnih civilizacijskih vprašanj. Zato pri normativnem urejanju področja pokopališke in pogrebne dejavnosti obstaja močan javni interes, ki od države zahteva varovanje določene civilizacijske ravni glede ravnanja z mrtvimi. Pri tem komisija še posebej izpostavlja stališče Ustavnega sodišča iz leta 2000, da določitev pokopališke in pogrebne dejavnosti za obvezno gospodarsko javno službo ni v neskladju z ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo in da gre za dejavnost, ki je zaradi pietete do pokojnikov in seveda tudi odnosa do svojcev, zdravstvenih in sanitarno-higienskih razlogov ni mogoče zagotavljati na prostem trgu, saj je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
Komisija v povezavi s 140. členom Ustave opozarja na zakon o lokalni samoupravi, ki med lokalne javne zadeve uvršča urejanje in skrb za lokalne javne službe in še posebej organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. To pomeni, da sodi organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti v skladu z veljavno pravno ureditvijo v izvirno pristojnost lokalnih skupnosti, torej občin. Zato bi moral zakon prepustiti odločitev o načinu izvajanja pogrebne dejavnosti občinam in njihovim organom, ki jo lahko opredelijo kot gospodarsko javno službo ali pa prepustijo trgu. Na ta način bi jim bila prepuščena tudi odgovornost o načinu izvajanja pogrebnih storitev, ki se morajo zagotavljati trajno in tudi nemoteno. Ker je zdaj pogrebna dejavnost po občinah različno urejena, je nujno, da je zakonska ureditev bolj odprta in življenjska ter občinam prepušča urejanje tega področja v skladu s svojo tradicijo in krajevnimi običaji. Naj omenim, da imamo preko 200 občin in s tem seveda tudi tradicij in krajevnimi običaji. Komisija tudi ugotavlja, da zasebni sektor zaradi možnosti zaslužka za pogrebno dejavnost izkazuje velik interes, medtem ko za pokopališko dejavnost, ki mora zagotavljati pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, tako rekoč zanimanja ni, saj prinaša le stroške iz naslova upravljanja in urejanja pokopališč. Tu je imela komisija v mislih investicij in tako dalje. Komisija ob tem še opozarja, da občinam zakon nalaga nove finančne obveznosti, saj med drugim ne bi imele več možnosti pokrivanja stroškov dejavnosti upravljanja in urejanja pokopališč iz naslova tržnega dela pogrebne dejavnosti. Zdajšnja enovita dejavnost se torej deli na 3 dele in daje pogrebno dejavnost na prosti trg z nekim izgovorom, da se bo povečala kakovost in da se bodo znižale cene storitev, ter da se pogrebna dejavnost v polovici občin že zdaj, vsaj občasno, izvaja kot tržna dejavnost. Praksa pa kaže, da temu ni tako. V 97 občinah je zdaj pogrebna dejavnost urejena kot gospodarska javna služba. V 84 občinah gre za nek mešan sistem, ki je po vsebini tudi gospodarska javna služba in le v 30 občinah pač deluje kot prosti trg. Komisija poudarja, da se s spremembo zakonodaje poskuša legalizirati nezakonito stanje v manjšem delu države in dodaja, da bi lahko zasebna podjetja delovala tudi, če bi se pogrebna dejavnost opravljala kot gospodarska javna služba, le koncesijo bi morali ali pa morala pridobiti. Kot kaže praksa, imajo danes javna podjetja do 7-krat nižje cene kot zasebna pogrebna podjetja. Ni naključje, da so cene storitev, ki jih izvajajo javna podjetja, občutno nižje. V gospodarski javni službi ceno določa občinski oziroma mestni svet, pri čemer ne določa le njene višine, pač pa tudi to, kaj se bo zaračunalo. Ljudje so namreč ob izgubi svojca ali pa smo ob izgubi svojca v nekem težkem, čudnem in čustvenem položaju in predvsem smo v veliki časovni stiski. Če se pogrebna dejavnost izvaja na prostem trgu, lahko zasebna pogrebna podjetja v želji po zaslužku dostikrat izkoriščajo ta položaj in zavajajo z drobljenjem storitev in dodajanjem nepotrebnih storitev, kar se je pač dogajalo tudi v preteklih letih. Poleg tega javna podjetja morebitni dobiček iz tržnih dejavnosti dajo nazaj občanom in sicer ne le prek nižjih cen pogrebnih storitev in pokrivanja izgube v pokopališki dejavnosti, pač pa tudi prek vlaganj v pokopališko infrastrukturo. To praktično ne bo več možno, saj javna podjetja ne bodo zmogla vlagati v infrastrukturo, poleg tega bodo prisiljena povišati tudi ceno posameznih storitev. Manjkajoča sredstva
Za obnovo infrastrukture bodo morale zagotoviti občine, ki pa tega denarja nimajo. No, spomni se bomo na diskusijo o povprečnini. Predvidena pogrebna pristojbina, ki jo bo izvajalec pogrebne dejavnosti moral plačati upravljavcu pokopališča, se bo le prelila na pleča občana, ki jim zakon sicer prinaša možnost izbire izvajalca pogrebne dejavnosti, a hkrati tudi navedene učinke. Komisija na podlagi navedenega predlaga, da Državni svet od Državnega zbora zahteva, da o njem ponovno odloča ter zavrne zakon in s tem tudi nesprejemljiv koncept, kar je bila tudi ena od pripomb naše komisije, ureditve pogrebne dejavnosti, ki sodi v izvirno pristojnost občin. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku komisije, gospodu Jerneju Vebriču. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona. Izvolite, besedo ima minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovane svetnice, svetniki, lepo pozdravljeni. Danes odločate o tem, ali bo svojcem umrlih v naši državi vendarle priznana pravica, da lahko pokojne na njihovo zadnjo pot pospremijo še bolj spodobno in še bolj spoštljivo, kot se to dogaja sedaj. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, o katerem odločate, danes svojcem omogoča ravno to. Večjo kakovost pogrebne dejavnosti, ki ne sme biti dražja, temveč izključno le cenejša za svojce, ki jih ob smrti že tako doleti prevelika izguba. Pred vami je torej zakon, ki so ga poslanci v Državnem zboru potrdili pred slabim tednom dni. Nekateri cenjeni državni svetniki se z rešitvami, ki jih ta zakon ne strinjate. Vsa vaša različna mnenja in poglede sprejemam in spoštujem, vendar pa mi kot ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo dovolite, da vam pojasnim, kaj vse smo upoštevali ob iskanju najboljših možnih rešitev. Danes predlagate sprejem odložilnega veta na zakon in z dejstvi vas bom poskušal prepričati, da boste ta zakon podprli. Očita se nam, da z spremembami zakona pokop prepuščamo komercializaciji in dopuščamo neupravičene zaslužke ter koristi za izkoriščanje smrti posameznikov. Deležen sem kritik, da dovoljujem, da bi smrt postala posel. Vse to enostavno ne drži. Pripravili smo kompromisni predlog in sicer smo v njem združili interese dveh velikih skupin. Na eni strani tistih, ki bi imeli pogrebno in pokopališko dejavnost kot popolnoma javno dejavnost tudi naprej, kar po našem globokem prepričanju vodi v monopol. Na drugi strani pa tisti, ki bi radi obe dejavnosti popolnoma prepustili trgu. Spoštovani, zavedati se moramo, da je javno pač do neke mere garancija, vendar vedno ne pomeni tudi cenejše. V tem primeru smatramo, da javno pomeni ravno nasprotno, dražje. Morda bom zdaj koga užalil, ampak moram pač reči, da bi nekateri pri tem zakonu radi šli po scenariju filma Maratonci tečejo častni krog, kjer smo pač doživljali zadeve, kjer so se pred bolnicami zainteresirani pač z nekimi drugimi sredstvi borili za svoj tržni delež. Mi smo pri predlogu zakona poslušali obe strani, napravili več krogov pogajanj, resnično vložili v usklajevanje na tem področju skoraj celo lansko leto, zato da smo po našem mnenju našli in vam predlagamo v rešitev en zdrav kompromis. Zato moram jasno poudariti, da pokopališka dejavnost tudi prihodnje ostaja javna služba. Pogrebna pa bo delno tržna in delno javna dejavnost. Da ne bo dvomov, javna še naprej ostaja 24-urna dežurna služba.
In naj ob tem poudarim, da bo v občinah lahko delovalo več izvajalcev 24-urne dežurne službe. Z drugimi besedami, vse, kar je v zemlji, je javno, kar je nad zemljo, pa je prepuščeno trgu, razen 24-urne dežurne službe. A ne delamo si utvar, tudi misije jih ne, ker sta oba pola zelo vsak sebi. Sem prepričan, da se tukaj ne stojita nasproti javni interes proti zasebnemu, ampak gre v obeh primerih za in edino finančni interes. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo dolžno pripraviti prenovo zakonodaje. Računsko sodišče je v svojem revizijskem poročilu iz novembra 2014 nedvoumno zahtevalo, da se področje pogrebne in pokopališke dejavnosti prenovi in poenoti. To smo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo strogo upoštevali. Zahteva revizorjev Računskega sodišča je še, kako na mestu, zlasti če upoštevamo, da v Sloveniji to področje ureja zakon, ki velja že od leta 1984. Tudi zaradi te zastarele zakonodaje pa se je po posameznih lokalnih skupnostih vzpostavila povsem različna ureditev teh dejavnosti, to je obstoječe stanje. Od leta 2009 do 2012 je namreč le 55 občin v svojih odlokih opredelilo pokopališko in pogrebno dejavnost kot obvezno gospodarsko in javno službo. V 94 občinah pa so v tem času pokopališko in pogrebno dejavnost vsaj občasno izvajali kot tržno dejavnost. Cenjene svetnice in cenjeni svetniki, razlogi, zaradi katerih dajete pobudo za sprejem odložilnega veta na zakon, so naslednji. Prvič, ne strinjate se s konceptom zakona, ker je pogrebna dejavnost delno tržna z izjemo 24-urne dežurne službe, ki ostaja javna. Drugič, menite, da je pogrebna dejavnost izvirna občinska naloga za zagotavljanje in izvajanje storitev, ki so v javnem interesu. Tretjič, trdite, da naš zakon ni skladen z Ustavo Republike Slovenije. Četrtič, opozarjate, da občinam zakon nalaga nove finančne obveznosti. In petič, menite, da bo prosti trg povzročil dvig cen pogrebnih dejavnosti. Želel bi odgovoriti na vse te pripombe in sicer najprej nekaj o konceptu zakona. Koncept je pripravljen v skladu z izhodišči, ki jih je sprejela vlada, da bo pokopališka dejavnost tudi v prihodnje občinska javna služba. Pogrebna dejavnost pa bo delno tržna dejavnost in to pomeni, da zagotavljanje 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika ostaja javna služba. Saj tega dela pogrebne dejavnosti trg po našem globokem prepričanju ne more ustrezno zagotavljati. Pri oblikovanju zakona smo sledili tudi svobodni gospodarski pobudi po vzoru drugih držav, kjer se pogrebna dejavnost opravlja tržno. Te države jasno izkazujejo, da je mogoče javni interes, pieteto zdravstvene in sanitarno-higienske razloge kot civilizacijski dosežek varovati pri pogrebni dejavnosti tudi na prostem trgu. Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je v razmerju do zakona o lokalni samoupravi kasnejši predpis. Hkrati pa je to sistemski zakon, ki celovito ureja področje teh dejavnosti. Kot takšen je pogrebno dejavnost lahko uredil na drugačen način, kot je bila urejena doslej. Zakon občinam oziroma njihovim komunalnim podjetjem iz upravljanja pogrebne dejavnosti ne prepoveduje opravljanja pogrebne dejavnosti, dopušča pa konkurenčnost. Na celotnem ozemlju države so poenotena pravila in sicer se določa enotni režim izvajanja dejavnosti, pravila pietete, spoštovanje in ravnanje z umrlimi, spoštovanje do sorodnikov in nadaljnji korak pri varovanju javnega interesa, varovanja zdravja, pietete izraža poenotena regulacija pogojev za izvajanje pogrebne dejavnosti. Določeni so osnovni elementi osnovnega pogreba, pri čemer je omogočena fleksibilnost lokalnim skupnostim, da lahko v okviru pokopališkega reda
upoštevajo tudi lokalne posebnosti. To so pripombe, ki smo jih iz diskusije z vsemi oblikami lokalne organiziranosti tudi upoštevali. Zagotovljeno je, da bo vsak izvajalec pogrebne dejavnosti zagotovil vsaj eno obliko osnovnega pogreba. Določena je najvišja cenovna kapica za osnovni pogreb. Novost, ki jo prinaša zakon, je, da lahko sorodniki izbirajo izvajalca pogrebne dejavnosti v skladu s svojimi pričakovanji glede zadnjega slovesa od pokojnika, kar je ravno nasprotno od tega, kar se nam očita. Nikomur ne bo dovoljeno, da bi lahko izkoriščal stiske žalujočih. Naj poudarim tudi, da zakon seveda tudi usklajen, da je zakon usklajen z Ustavo Republike Slovenije. Ustava Republike Slovenije določa 140. členu, da so v pristojnosti občin lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občin. Za tipično lokalne javne službe štejemo tiste, ki so lokalno pogojene in tiste, ki jih upravljajo ali pa upravljamo na lokalni ravni. In seveda tiste, ki jih je mogoče od občine do občine zaradi njihovih posebnosti urejati drugače. Pogrebna dejavnost pa se ne nanaša zgolj na prebivalce ene občine in zato zahteva urejanje področja na nivoju celotne države. Če že ne, potem smo z vidika zagotavljanja pietetnih zdravstvenih in sanitarno-higienskih pogojev pač primorani v tako rešitev. Zakon ima prav tako določen enotni nadzor nad izvajanjem pokopališke in pa pogrebne dejavnosti. Zakon občinam glede na veljavno zakonodajo ne nalaga novih obveznosti. To moram eksaktno in jasno še enkrat povedati. Ima pa 10-letno prehodno obdobje za urejanje lastninsko-pravnega razmerja, če občina ni lastnik pokopališča. Kot sem že povedal, je zagotovljeno, da bo vsak izvajalec pogrebne dejavnosti zagotovil vsaj eno obliko osnovnega pogreba. In v zakonu je določena najvišja cenovna kapica za osnovni pogreb, ki ne sme presegati pogrebnine in posmrtnine. Cena osnovnega pogreba je lahko bistveno nižja. Izvajalci pogrebne dejavnosti bodo tako lahko oblikovali različne ponudbe za osnovni pogreb. Glede očitka, da so že danes cene storitev pri javnih podjetjih precej nižje kot pri zasebnikih, moram povedati, da se s tem primerjajo neprimerljive zadeve ali pa drugače povedano jabolka in hruške in da je ključno, da primerjamo enake storitve, ne nadstandarda, ki se ponuja pri organizaciji in tukaj moram pač zavreči očitek, da so danes javni pogrebi 7-krat cenejši od nejavnih. Mi mislimo, da gre na tem področju za ravno nasprotno stališče. Nasprotno dejstvo. Spoštovane svetnice, svetniki, na osnovi vsega povedanega predlagam, da tudi Državni svet podpre zakon in ne izglasuje odložilnega veta. Na vas je, da ne sprejmete odložilnega veta in omogočite, da zakon začne veljati takoj. Sicer bomo v naši državi še naprej imeli neurejeno področje in še naprej močno preplačane te storitve. Ne morem se znebiti občutka še enkrat, da je ves pritisk različnih javnosti povezan s finančnimi interesi in nikakor ne z zagotavljanjem načela spoštovanja pietete, ki je ključna pri sprejemanju takih predpisov in mu ta zakon v celoti sledi. Na zaključku moram še enkrat povedati, da smo po našem globokem prepričanju skozi več kot leto dni trajajoče usklajevanje med obema zelo nasprotujočima si poloma, se pravi popolnoma javnim in popolnoma tržnim pristopom, prišli do po našem prepričanju enega zdravega kompromisa, ki omogoča, da se na tistih področjih, kjer to ne bi škodilo tem javnim interesom, skromno prične uvajati tudi tržni model in da na vseh področjih, kjer je to potrebno, ohranjamo javni interes. Najlepša hvala.
Hvala lepa ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospodu Zdravku Počivalšku. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Besedo ima podpredsednik komisije, gospod Alojz Kovšca. Spoštovani, Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance na današnji seji predloga veta ni podprla. Hvala lepa. Hvala lepa. Podpredsedniku komisije, gospoda Alojzu Kovšci. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavniki interesnih skupin. Ja, izvolite. Besedo ima vodja interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je pretehtala argumente za in proti in se odločila, da tega odložilnega veta ne podpre. Hvala lepa, vodji interesne skupine. Pisno imate tudi predlog stališče interesne skupine na klopeh. Sedaj pa odpiram razpravo. Sprašujem, ali želi besedo državne svetnice oziroma svetniki. Izvolite, besedo ima državni svetnik Alojz Kovšca. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod minister, cenjeni gostje, spoštovane kolegice in kolegi, kolegica in kolegi, kolegici. Zdaj se bom pa nehal popravljati. Takole, jaz bom poskušal biti čim bolj kratek in jasen. Rad bi izpostavil zgolj nekaj stvari, ki so bile zavajajoče skozi vso to javno razpravo. Tukaj se bom naslonil na izvajanje gospoda ministra, ki je rekel, da sta navidezno konfrontirana interes javnosti in interes zasebnega kapitala. Dejansko ne gre za to, gre za konfrontacijo dveh nivojev oblasti, govorimo o državni in lokalni oblasti in tu v tej zgodbi se je znašel tudi zasebni kapital oziroma zasebni interes. No, ko govorimo o tem javnem interesu na eni strani, bi tudi tega poskušal relativizirati, ker mnoga izmed komunalnih podjetij, ki upravljajo to dejavnost, niso v popolni javni lasti, ampak so tudi v mešani lasti, nekatera tudi celo zasebna. Ampak dovolite še to, da ko že govorimo o interesu javnosti, govorimo o interesu ljudi, tu predstavljamo različna stališča, predstavljamo različne poglede, dejansko pa nihče ne operira s podatki, s pravimi podatki, kaj si pa pravzaprav javnost, kaj si ljudstvo želi, ker ta raziskava praktično ni bila narejena na relevanten način in nimamo javnega mnenja ljudi, končnih uporabnikov. Nimamo. Tako eni kot drugi mahamo s podatki, ki so nam v interesu, dovolim si pa špekulirati s tem, da če bi ljudi vprašali, ali si želijo več ali manj izbire pod zakonom določenimi minimalnimi obsegi pravic in obveznosti, nedvomno špekuliram, da bi ljudje pač izbrali tak sistem, ker jim je dana večja možnost izbire. No, najprej bi rad še povedal, da kar zadeva razdvajanje pokopališke pa pogrebne dejavnosti in ustvarjanje neke dihotomije, da pokopališka dejavnost ni ekonomsko zanimiva, to moram ovreči, ker o tem imam podatke. Tudi pokopališka dejavnost je zanimiva, ampak se deležniki, ki jih jaz tu zastopam, se pravi zasebni kapital, strinjamo s tem, da mora biti pa pokopališka dejavnost tako organizirana, da zadošča tako okoljskim, kulturnim, zgodovinskim kot tudi zdravstvenim strogim zahtevam in da je prav, da je organizirana kot javna služba. Nikakor pa ne pristajam na tezo, da pokopališka dejavnost ni ekonomsko zanimiva in zato ni zasebnega interesa. Zasebni interes je, ampak se tu umika in prepušča možnost in se strinja z zakonsko uredbo kot javne službe, se pravi kot koncesije tudi za zasebna podjetja. Drugo, rad bi izpostavil neko obliko manipulacije z samimi cenami. Pojavljali so se podatki o 7-kratni preplačanosti zasebnih pogrebnih storitev, ki ne držijo. Niso resnični, ker se primerja
neprimerljive stvari. Ni vsebinsko, ni primerjena enaka storitev in ni primerjena v enakem obsegu. Na Komisiji za gospodarstvo sem o tem bolj izčrpno govoril, ampak dovolite tle samo en podatek. Če imamo monopolno podjetje, ki je največji naročnik pogrebne opreme, potem si to podjetje lahko pri dobavitelju pogrebne opreme, govorimo o krstah in drugih delih, lahko izposluje tudi celo neekonomsko ceno. In dobavitelj, da bi ostal na trgu, je pripravljen iti v tak aranžma, s tem, da razliko in pravo ekonomsko ceno zaračunava pa manjšim odjemalcem. In s tem, ko v nekem področju, kjer deluje velik monopolist, imamo lahko cenejše pogrebe, potem nekje na periferiji, kjer so pa potrebe manjše in je poslovni subjekt, ki nabavlja pogrebno opremo manjši in je njegova seveda kupna moč manjša, so pa potem te pogrebne storitve že za same opreme dražje. Bilo bi pa zelo zanimivo primerjati, v kolikšni korelaciji je cena pogrebnih storitev pri monopolistu, ki kupuje veliko količino za nižjo ceno, v korelaciji s končno ceno in to pogledati, kako je pri malih. Dovolim si dvomiti, da tisti, ki imajo ekstra profite zaradi monopolnega položaja, te ekstra profite prenesejo v končnemu porabniku. Torej, še enkrat, ne gre za nič drugega kot za tehtanje dveh ekonomskih interesov. Minister je že razbil nekaj dvomov o tem, da bi se postavili v situacijo, ko bi bila pogrebna dejavnost izpostavljena nepietetnemu ravnanju deležnikov. Zakaj? Uzakonitev 24-urne dežurne službe, ki je organizirana kot javna služba, praktično onemogoča, da bi se pogrebna podjetja pojavljala v bolnišnicah oziroma na domu umrlih in potem tam licitirala s cenami navzdol, vlekla stranke za roke in kaj podobnega. Se pravi, prvi, ki pride v stik s svojci in tudi z pokojnikom, je javna služba. In šele če svojci oziroma naročnik pogreba niso zadovoljni z javno službo ali si želijo drugačnega pogreba ali si želijo vsebinsko drugačne storitve, šele potem se iz javne službe obrnejo na zasebnike. Torej, podobe iz Topalovičev oziroma maratonci tečejo častni krog so tu dejansko z zakonom izključene. Prav tako ni na mestu bojazen, da bi cene pogrebov romale v višave, zaradi tega, ker tu pa zakon popolnoma jasno določa, kaj je osnovna pogrebna storitev in kolikšna je cena osnovne pogrebne storitve. S tem, da celo omogoča tudi lokalnim skupnostim, da na podlagi svojih lokalnih običajev in pokopališkega reda oblikujejo to, kar pogrebna podjetja ali zasebni ali v javni lasti morajo pa na teh pokopališčih in za to srenjo zagotoviti. Torej, gre za tekmovanje pod popolnoma enakimi pogoji, gre za jasno definirane vsebine in omejene cene. Osnovna pogrebna storitev ne sme presežiti pogrebnine pa posmrtnine. Če se od tu naprej je pa stvar izbire ekonomske moči, kulturnih navad in še česa drugega posameznikov. Zakon torej ne omogoča nič drugega kot enakopraven nastop javnemu in zasebnemu sektorju, občine imajo pa, kot sem rekel, škarje in platno, na kakšen način se potem to uredi. Večkrat je bilo govora tudi o ustavni kategoriji, o pravicah lokalnih skupnosti, da to urejajo na z ustavo zagarantiran način. Jaz bi pa izpostavil, da je bila sodba ustavnega sodišča prinešena na zahtevo presoje ustavnosti monopolnega položaja oziroma organiziranja te službe kot javne službe. Pravzaprav je zahteva za oceno ustavnosti prišla z druge strani in sicer teza je bila, da je neustavno, da so pogrebne storitve samo javna služba.
Ustavno sodišče je sicer presodilo in presodilo na tak način, jaz se opravičujem, ker ne bom govoril v pravnem jeziku, ampak nekako takole. Če trg ni sposoben zagotoviti neke storitve, potem je upravičljivo, da se skladno z kulturo, lokalnimi navadami in ostalim to organizira kot javno službo. Tudi če ta zakon ne bi bil sprejet in tudi če bi zadeve tekle po inerciji naprej, je treba spoštovati zakon o varstvu konkurence. Ta pa jasno pravi, da so monopoli in javne službe upravičene tam, kjer ni mogoče zagotoviti teh storitev na trgu. In tu prihajamo zopet v neko kontradikcijo. Odnos zakonodaje, na kateri temelji lokalna samouprava in specialnih zakonov, ki urejajo posamezna področja, ni tako zelo linearen, kot si nekateri predstavljajo. O tem bodo več pravni strokovnjaki, ampak menim, da, vsaj tako mi je bilo razloženo, da specialna zakonodaja ima prednost pred splošno zakonodajo in tam, kjer specialno zakonodajo nekaj ni urejeno, potem pride pod okrilje splošne zakonodaje. Mnenje, da bo Ustavno sodišče sodilo drugače, je že v začetku po mojem zgrešeno. Enkrat je o tem že presojalo, varuh konkurence bo o tem tudi še moral kaj reči in varuh konkurence je ravno v zvezi s tem zakonom pa tudi že rekel svoje mnenje. Torej, če zelo na kratko povzamem, ni možno, da bi bili končni uporabniki s tem zakonom izigrani, ker je postavljen minimalni standard, postavljena so jasna merila, občine pri tem niso prav nič prikrajšane, zaradi tega, ker zadevo lahko urejujejo tako, da na prostem trgu pod enakimi pogoji konkurirajo javna in zasebna podjetja, pokopališka služba je urejena kot javna služba, pietetno ravnanje oziroma netekmovanje in nevlečenje za rokav mrtvih je zagotovljeno 24-urno dežurno službo in konec koncu na Komisiji za gospodarstvo je bil izpostavljen primer dimnikarstva v Sloveniji, no tam nam je zapiranje konkurence jasno pokazalo, kam se zadeve lahko izrodijo. Jaz vas pozivam, da v interesu javnosti, tu pa ne govorim javnosti kot neke oblastne strukture na državnem ali pa lokalnem nivoju, ampak govorim o javnosti kot končnih uporabnikih, razmislite o tem, ali je že čas, da Slovenija s tem zakonom odpre vrata tistemu, k čemur smo se pravzaprav zavezali in čemur se je tudi vlada zavezala. Svobodnemu trgu, možnosti izbire pod čisto jasno določenimi pravili in na enakopraven način. Jaz tega veta ne bom podprl, prihajam pač iz srednje, ki si želi svobode trga in ki svojo ambicijo oziroma svojo željo in voljo ne skriva za moralo in pieteto, pač pa na pieteten način želi ustvarjati dohodek. In ne nazadnje, tu ne gre samo za pogrebnike, tu gre za tudi cvetličarje, za hortikulturnike, tu gre za kamnoseke, vsem njim se brez tega zakona veliko slabše piše, kot pa z njim. Toliko zaenkrat in hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alojzu Kovšci. Želi še kdo razpravljati? Izvolite, besedo ima državni svetnik Janko Požežnik. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem, kolegicam in kolegom in seveda tudi gospodu ministru. Po mojem mnenju je zakonodajalec imel jasen cilj pri sprejemu tega zakona, da se državljankam in državljanom omogoči izbira. In če je na trgu več ponudnikov, potem najbrž, da ni prave logike, da bi cene se dvigovale. Vendar pa je mnenje nekaterih, da je zakon doživel od predloga pa do sprejema precejšnje spremembe, veliko amandmajev. In jaz bi vprašal tukaj gospoda ministra, ali ocenjuje, da je bil
sprejeti zakon še vedno tak zakon, kot si ga je zakonodajalec zamislil na začetku in da izpolnjuje vse tiste cilje, ki si jih je zadal, da se nekako ta dilema pri nas razjasni. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Janku Požežniku. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Toni Dragar. Spoštovani gospod minister z ekipo, spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Jaz bom, ko bom rabil zagovornika za svoje interese, definitivno zaprosil kolega Kovšco. Namreč tako prepričljivo, kot je on razložil interese, ki jih zastopa, jih ne more nihče, tudi jaz ne kot predstavnik lokalne skupnosti, kot župan ene od največjih slovenskih občin in kot tisti, ki sem kriv za vse, kar se zgodi narobe z pogrebno ali pokopališko dejavnostjo. To je izhodiščni stavek, torej krivi smo vse mi na lokalni ravni. In sprašujem, zakaj sta Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisija za, še enkrat preberem, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev proti temu vetu. In zakaj so predstavniki lokalnih interesov za veto? Zato, ker se zopet dogaja tisto kot vedno. Nekaj, kar recimo temu vsaj približno štima v tej državi, je treba porušiti. Zakaj ne vzamete primer dobrih praks, recimo severne Ljubljane, kjer je urejeno, to sem že večkrat povedal, približno tako. Javno podjetje, javno komunalno podjetje se je dogovorilo za upravljanje pokopališč z vsemi lastniki, od fizičnih oseb, krajevnih skupnosti, občin do župnijskih uradov. Vsa pokopališča so v upravljanju javnega podjetja. Zadeva teče in pokopališka dejavnost ni profitabilna in se znotraj javnega podjetja pretakajo med vodo, kanalizacijo, skratka je to tam. Pogrebna dejavnost, zelo enostavno, narejen je bil razpis za koncesionarja, na občinskem svetu je bil sprejet koncesijski akt, bil je določen cenik za osnovni pogreb in vse od tam naprej, ko je cenik določen, od tam naprej, seveda je stvar vsakega tistega, ki organizira, da rečemo na narekovajih, pogreb pokojnika in si lahko zaželi, kar hoče. Od godbe do pevcev, do ne vem, česa vsega, ampak osnovni pogreb je določen. Cena je, ne vem, 600 in nekaj evrov in to je to. In zakaj zdaj spet nekaj po svoje, zakaj iti kar nekako v neko eksperimentiranje, ker je model čist popolnoma jasen in nobenih pritožb. 14 let sedim v tisti pisarni, 2 pritožbi sem imel, pa še to čist individualne, zaradi pač nekega nepoznavanja zgodb okrog pogrebne dejavnosti. Pač nekaj je treba tudi plačati, sej to tako je. In tisto, kar želim tukaj povedati, jaz bom podprl ta veto, ga bom podprl in upam, da ga boste podprli tudi kolegi iz lokalnih interesov. Namreč Komisija za lokalne interese je ugotovila, da tako ne more iti. In če to tako ne more iti, potem najbrž mi, ki prihajamo iz 22 volilnih enot iz cele Slovenije, že tudi kaj vemo. Vsaj upam, da vemo. Iz izkušenj vam pa povem, da zadeve tečejo in se lotevamo zopet stvari, ki enostavno so nekako urejene, pustimo zdaj ostalo, in se lotevamo nekih stvari, ki jih pravzaprav sploh ne bi bilo treba v tem trenutku urejati, saj moje skromno mnenje, ker tečejo. Sicer pa ideja o spremembi zakonodaje je čist korektna, ampak predlagam, spoštovani minister in cela vlada, dajte se lotiti tistih stvari, ki dejansko naš lokalne interese, bom rekel, dotikajo ali pa nam komplicirajo življenje, pa ne govorim zdaj čisto vse o vašem ministrstvu, ampak tale vlada zdaj z nekimi dopisi in uredbami in predpisi in kar nekaj objavlja, to ne gre več. Mi imamo zaposlenega človeka, ki spremlja samo, kaj bo v uradnem listu. Ker z uredbami in s predpisi in z poslovniki in ne vem kaj še vse, se spreminja sistem urejanja te države.
Zdaj smo dobili nek dopis, ne, spoštovani kolegi, vi veste, iz Ministrstva za okolje in prostor, da biološki odpadki niso neka služba. Ne? In kaj zdaj? Naredili smo CR za 140 milijonov, kjer naj bi se žigali biološki odpadki v Ljubljani, zdaj pa mi ne smemo tja voziti to. Nisem. Halo, to je ključen moment, ne? In zdaj se lotevamo pogrebne in pokopališke dejavnosti, dajte pustiti človekom, ki pač umrejo, da jih dostojno pokopljamo in da bomo tudi župani nekakšen mir v tej državi, kolikor ga sploh lahko še imamo. Sicer pa, spoštovani minister, večkrat sva se takole srečala in vem, da imate dober namen, ampak tole vam najbolj ni uspelo. Hvala lepa državnemu svetniku Toniju Dragarju. Replika. Izvolite, besedo ima repliko želi gospod Alojž Kovšca. Kolega Dragar, sem prihajam samo zato, da vam povem, da bom z veseljem branil vse vaše pravice in vas bom zastopal tako, kot zastopam tiste, ki so me v državni svet poslali. Ukolikor bodo te vaše pravice v skladu z mojimi vrednotami in s tistim, kar tukaj že ves čas zagovarjam in kar govorim. Jaz nikoli nisem skrival, in to tudi ne bom, da zagovarjam interese kapitala, malih gospodarstvenikov. Ampak jaz ne zagovarjam interese nekega anonimnega kapitala, nekih multinacionalk, delniških družb, jaz zagovarjam interese ljudi z imenom, priimkom, družino, stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki tukaj delajo, ustvarjajo, se vsak dan realizirajo na trgu in ki plačujejo davke. In menim, da tem ljudem je treba dati možnost, da s svojim delom na pieteten način, kakovostno, omogočajo vsem nam boljše življenje. Ne bom trdil, da je lahko kakšen monopol v tem primeru škodljiv. Mogoče. Ampak ne bo me pa nihče prepričal, da je ravno to, kar je kolega Dragar rekel, dati možnost svojcem, da nekoga pokopljajo tako, kot si oni želijo in da to pravi nekdo, za katerega si oni želijo, ne vidim v tem nič slabega. Nekateri izmed nas zelo radi damo zaslužiti Janezu, drugi Francelnu, nekateri, a ne, pa nobenemu. Nekateri radi opravimo vse za minimalne stroške. In ja, ta zakon uzakonja minimalne stroške. Uzakonja jih in predpisuje, kaj vse tu zraven spada. In kolega Dragar, ni problem, zastopal vas bom kjerkoli želite, za kar sem sposoben, z vsem veseljem, ne, tudi brezplačno bom to naredil, dokler se bom z vami strinjal in to počnem z vsem žarom. Če koga s tem motim, se opravičujem, ampak pri meni vsaj veste, čigav sem pa koga zastopam. Ja, hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alojžu Kovšci. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Milan Lukić. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani kolegici, državni svetnici, spoštovani kolegi državni svetniki, spoštovani gospod minister z ekipo. To postaja kar precej zabavno. Pri čemer bi tudi jaz rad kolegu Dragarju rekel, da predstavniki gospodarstva smo v tem državnem svetu x-krat podprli interese lokalnih skupnosti, ker se preveč zavedamo, da mi svoje funkcije uresničujemo v lokalnih skupnostih in da smo od njih še kako odvisni. Danes tukaj gre za tehtanje med argumenti torej naše komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Predlog njen odložilnega veta je povsem legitimen, ker pač zagovarja interes, da ostane tako, kot je. Razumeti pa morate, da obstajajo tudi drugi, ki imajo nekoliko drugačne interese. Kaj nam ostane? Ostane
da tehtamo argumente, na katere se sklicuje predlagatelj odložilnega veta, argumente, s katerimi odgovarja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, in da to ocenimo. Moja ocena gre v to smer, da prevladujejo argumenti, da naj stvar ne ostane točno takšna, kakršna je, predvsem zaradi tega, ker tudi to, kolikor sami znamo presoditi, danes smo pa slišali kar nekaj argumentov za to, je zakon pripeljan do točke, ko poskuša biti maksimalno uravnotežen med dosedanjimi izvajalci, ki so bili pretežno strani javnega sektorja, javnega interesa in delom tega, kar bi naj prišlo ali pa se začelo v večjem obsegu izvajati s strani zasebnega oziroma gospodarskega sektorja. Ko sešteješ 1 in 1, prideš do točke, da si rečeš, da niste našteli dovolj prepričljivih argumentov, ki bi kazali na to, da bi se v lokalnih skupnostih lahko zgodili neki pretresljivi preobrati. Seveda pa se bodo zgodili, saj to je dejstvo. Ko se uvede konkurenca na neko področje, se uvede pač zato, da se nekaj spremeni. Vendar pa verjamem zagotovilom, da se je še kako mislilo, da se ne bi zgodila škoda torej v lokalnih skupnostih. Hvala lepa. Torej, veta, iz moje razprave najbrž izhaja, da veta ne bom podprl. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Milanu Lukiću, sedaj pa ima besedo državni svetnik Branimir Štrukelj. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovani gospod minister z sodelavci, jaz veto bom podprl. Nekaj argumentov za to bom poskušal navesti. Zdaj, če začnem nekoliko v šali, ko pridete ven z urgence, veste, da piše tam odškodnina, ko vas povozi avto in s takimi ogromnimi črkami in telefonska številka, kamor se prijavite, ne vem. Zdaj bo verjetno pisalo, ne, če nam pripeljete 2, vam en pogreb podarimo ali pa kaj takega. To je pač cinična pripomba, ki pa ni brez nekega zrna soli, ne, tudi tam je seveda tisti biznis, ko vam hočete prvega, ki pride ven polomljen in ste besen in boste prijavčkodni, ampak ne govorim o tem. Gre za logiko, tukaj ne gre to, kar je kolega Lukić govoril, po moje ni prav pogled. Gre za logiko potrženja. Kaj vse družba lahko potrži? Samo za to gre. Lahko najamete maternico, lahko privatizirate zapore, lahko prodajate kri, lahko naredite tudi pogrebno dejavnost tržno, ki jo večino evropskih držav. Ne vidim pa razloga, zakaj bi v Sloveniji morali slediti vsem tem stvarem. Zakaj ne bi pri nas rekli, želimo neko etiko tukaj, stvar, kot je rekel kolega Dragar, funkcionira, pritožb je izredno malo, dejansko tukaj ni neke komercializacije, ne, je nek okvir, rekel, relativne enakosti in zakaj ne bi tako tudi ostalo, zakaj bi morali noreti za to logiko. In tisto, kar me je, ne, gospod minister, pa presenetilo, ko ste poskušali nakazati, da za predlagatelji, v tem primeru lokalni interesi, stojijo finančni interesi. Ne. Mislim, ko ti neko tržno logiko uvajaš v tako občutljiv posel, pa namiguješ, da je to drugemu zadej razlog, potem, oprostite, je to neprepričljivo. Ne, mislim, ker seveda vemo, 20.000 pogrebov na leto, krat jurja pa pol, 30 milijonov, je to ena številka, ki je pač interes, ki je zadnji, sej za to gre, verjetno ne gre za kaj drugega.
Zato se mi zdi, da je ta logika mogoče problematična. Ne. Zdaj, tisto, kar se mi zdi bistveno pri tej stvari, je, kdaj se odločimo, da nečesa ne bomo pač prepustili biznisu. Ne. In to je ena od takih opredelitev, ki bo na nek način usmerila tudi slovensko družbo k bolj divjim komercializacijam ali manj. Ne. Zaradi tega nas ne bo nihče ustrelil, zaradi tega upam, da vas ne bo nihče vlekel za ušesa v Bruslu, a ne, in da lahko tako tudi ostane. In jaz sem prepričan, da si večina državljank in državljanov to želi. Zdaj pa nekaj pa oceni. Ne. Tukaj so pa stvari nekoliko drugačne, ko vi privatizirate javne službe oziroma nek javni interes. Pogosto se izkaže, da cene se potem dvignejo. Eno od lepih primerov je pri vodi. Ko se je voda privatizirala tam, ko so jo, se je cena za končne porabnike dvignila. In jaz vam naštejem še nekaj takih, zato a priori govoriti, da ker bo to zaseben biznis, da bo zaradi tega ceneje, se mi zdi demagogija. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku, gospodu Branimirju Štruklu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Metod Ropret. Hvala lepa. Spoštovani predsednik, spoštovani gospod minister z ekipo, kolegici in kolegi. Glede na to, z katerega dela dvorane prihajam, veste, da pač tukaj zastopam predstavnike oziroma sem predstavnik lokalnih interesov in v to smer bom tudi razpravljal. Naj že v štartu seveda tudi pojasnim in potrdim, da bom predlog odložilnega veta tudi podprl. Poskušal pa bom vsaj nekaj tez navesti v prid tega svojega razmišljanja ali te svoje odločitve. Absolutno in popolnoma se strinjam s kolego Dragarjem, da poskušamo na novo urediti področje, ki relativno dobro funkcionira. Pa poskušam razumeti tudi intenco predlagateljev zakona, da je na tem področju vendarle potrebno nekatere stvari urediti, da pa morda ne popolnoma vseh in ne popolnoma čisto do temeljev. Vrsta stvari je tudi na tem področju seveda takšnih, ki skozi zastarelo zakonodajo niso več aktualne in jih je potrebno urediti in mislim, da jih zakon urejuje dobro. Ena pa je očitno tista, pri katerih se tudi med nami kopja nekoliko lomijo. Zdaj, seveda sam trdno stojim na stališču, da nam je s predlagano ureditvijo nam, torej lokalnim skupnostim, na nek način odvzeta avtonomija. Celo več, mislim, da tukaj skozi ta zakon nekako prihaja do tega, da se nam lokalnim skupnostim morda na nek način dela tudi krivica. Kajti težko sprejemam ali težko sprejmem dejstvo, trditve, teze, da lokalne skupnosti enostavno ne znamo dovolj kvalitetno urediti tega področja in da je to področje, torej pogrebno dejavnost, potrebno prepustiti prostemu trgu. Čeprav razumem, minister, mislim, da ste prej na komisiji prav vi izpostavili to dejstvo, sedaj nekako v praksi funkcionirajo 3 različni modeli urejanja tega področja. In zakaj vendar za božjo voljo je potrebno to izbiro omejiti? Zakaj lokalne skupnosti ne bi tudi v prihodnje imele priložnosti, da izberemo enega od teh 3 modelov? Zakaj je potrebno predpisati in uvesti samo enega? Mar ne delamo morda s tem krivice, ne vem, predstavnikom lokalnih skupnosti, občinskim svetnikom? Mar se mi podstavljamo nad razmišljanja ali nad sposobnost tistih, ki v lokalnih okoljih urejajo to področje, tistih, ki v lokalnih okoljih sprejemajo neke akte, pravilnike, predpise, uredbe, kakorkoli že, s katerimi to področje urejajo. Ali oni resnično ne vedo, kaj je za njihov okolje dobro in primerno in mi tukaj iznad vsega vemo to bistveno bolje. Praksa definitivno kaže drugače. V praksi velikih težav in velikih pripomb nad izvajanjem, kar smo že ugotovili, seveda ni. Se strinjam, lahko ponekod te stvari niso v redu, niso dobro urejene, ampak vendar naj ostajajo modeli, ki nam bodo tudi lokalnim skupnostim omogočali izbiro tega, kako bomo v prihodnje to področje urejali. In še nekaj, če že tukaj zagovarjamo interese kapitala, zagovarjamo tudi interese podjetij, potem zagovarjamo interese vseh podjetij. Mar javna podjetja niso podjetja. Mislim, da jim delamo veliko krivico. Javna podjetja opravljajo zelo velikokrat nehvaležno delo, zelo težko delo, načeloma tisto, ki ga predpišemo in ki ga trg običajno niti ne želi prevzeti,
pokopališka dejavnost je pravzaprav že ena izmed teh. In ali mi tem ljudem v teh podjetjih ne delamo resnično velike krivice. Opravljajo dobro delo in zato, če so zaposleni v javnem podjetju, ne moremo a priori ocenjevati, da teh storitev ne opravljajo dobro, kvalitetno in po primernih cenah. In tudi oni, torej tudi ta javna podjetja in vodstva teh javnih podjetij plačujejo davke. In v tem pogledu ne vidim razloga, zakaj bi bila ta javna podjetja kakorkoli deprivilegirana ali kakorkoli manj vredna v očeh konstelacij kapitala, kot pa morda zasebna. Toliko. Jaz enostavno mislim, da je prav, da dovolimo izbiro, da omogočimo izbiro in da damo tudi javnim podjetjem in lokalnim skupnostim ustrezno veljavo, ki mislim, da jim jo skozi ta zakon, predlog zakona na nek način morda kratimo ali jemljemo. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Metodu Ropretu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik dr. Zoran Božič. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovani vsi. Seveda, tudi sam sem v dilemi, čeprav sem bil že na komisiji za lokalno samoupravo in tako dalje, in smo tam, mislim, da skoraj soglasno z 12 glasovi za ta veto podprli, ampak seveda, ker nismo poznavalci, tako kot kolegi župani, pravzaprav smo tudi tam razmišljali, se opredeljevali. Zdaj pa seveda čisto konkretno, ker se bo moral tudi sam opredeliti pri glasovanju, jasno, da se ne bom zdržal, ali verjamem gospodu ministru, ali verjamem kolegu Kovšci, ali verjamem kolegama županoma, ki nam je popolnoma jasno, imata glede svojih dveh občin popolno ne samo legalnost, ampak legitimnost, ker ste bila izvoljena z več kot 50% glasujočih, kar je zelo, zelo močan argument. Kolegi Kovšci, v nasprotju s kolegom Dragarjem, pa jaz ne bi preveč zaupal in njegovim argumentom iz čisto preprostega razloga, ker na razpravi na komisiji, ki je predlagala ta odložilni veto, je on pravzaprav navajal argumente, ki so bili proti zakonu in smo pričakovali, da bo pravzaprav podprl veto. Navajajo je pač, da niso bili sprejeti amandmaji, ki jih je predlagala, mislim, da Obrtno-podjetniška zbornica in tako naprej, in smo bili potem šokirani, ker je potem pa ni bil edini za veto. Tako da iz njegove razprave, oziroma se iz njegove razprave pravzaprav nisem mogel kaj dosti pomagati in mi dejansko ni prepričala sta me dejansko kolega, ki sta poznavalca, ki odgovarjata za svoje dejanja. Vsak dan sta prva moža v občini in sta rekla, stvari funkcionirajo. In v mojih dveh občinah, kjer imam svoje sorodnike, tudi stvari funkcionirajo. Zdaj bom pa konkreten, sprašujem torej gospoda ministra, vprašanje korektno mu je že postavil kolega Požežnik. Jaz ga bo vprašam, če sem si zapomnil, ko ga je rekel na koncu, da bo z sprijetjem tega zakona, če ne bo veto in tako naprej izglasovan, stanje boljše, ker so zdaj storitve preplačane. Točno tako je rekel, ker so zdaj storitve preplačane, torej sprašujem vas, gospod minister, če se bo pokazalo v roku recimo pol leta ali enega leta, da temu ni tako, ali ste potem date jasno besedo, da dovoljšen razlog, da vi zaradi tega seveda odstopite. Prvo vprašanje. Drugo vprašanje, začeli ste pa ravno s pieteto, rekli ste, da za pokojnika seveda ne, ker je tam, ampak za sorodnike pa seveda bo po tem zakonu vse veliko bolje, bolj pietetno in tako naprej. Zdaj vas pa vprašam, če drži podatek, da bo lahko katerikoli izvajalec zasebni teh pogrebnih storitev države, kjerkoli pač upravljajo te storitve, zdaj recimo v naših dveh občinah praktično sta dve podjetji, eno je Komunala, drugo je zasebno podjetje Benko in mislim, da je zato izbira je, konkurenca je, za pač svojce pokojnika je to praktično dovolj. Zdaj pa, kaj bodo ti zasebniki imeli dežurne službe, da jim bo nekdo javil pač ta je ta hip umrl in potem se vam znajde, vi ste še vsi šokirani od mogoče celo nepričakovane smrti, 10 mailov ali 10 telefonskih klicev, kar se normalno lahko zgodi in vi boste morali potem najeti nekoga, da se bo s tem ukvarjal. To se mi zdi pa res zelo, zelo nepietetno, tukaj se navezuje na kolega Štruklja, zato je seveda popolnoma jasno, da jaz bom veto podprl. Hvala.
Hvala lepa državnemu svetniku dr. Zoranu Božiču. Repliko ima Alojz Kovšca. Hvala. Za tiste, ki niso bili prisotni na seji Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, moja razprava je bila ironična. Jaz sem tam razpravljal o tem, da večina zakonov, ki nekako romajo v parlamentarno proceduro, v zadnjem času dobi skozi amandmaje neko drugo podobo. In tudi zakon, tako kot je bil zamišljen, je bil dosti bolj v prid svobodni gospodarski iniciativi. Po letu dni sklepanja kompromisov so naslednji kompromisi, ki so bili še nekako bili sprejeti z amandmaji. Mi smo zahtevali, da se, oziroma mi, govorim o zasebni iniciativi, naša želja je bila, da se 24-urna dežurna služba za prvi prevoz organizira le v pogojih, ko gre za interventno službo. Moj argument tam je bil sledeči. Če nekdo prvi pristopi k svojcem, potem ta ponavadi tudi oddela posel do konca. In to postavlja v dosti bolj privilegiran položaj javna podjetja, ki opravljajo to javno službo. In to je bilo tudi jasno izpostavljeno. Ko pa že gre za to, za sklepanje kompromisov, je treba pa le najti neko končno točko, ki rečemo, ali ta zakon prinese več dobrega ali več slabega, in zaradi tega pač srednja, katero tu zastopam, zakon tudi v taki obliki podpira. Je pa dejstvo, in to sem izpostavil, da zakon, tako kot je sedaj zapisan, še vedno preferira javno službo. Tu pa ne razumem več zagovornikov veta, ker več kot toliko se pa že res ne da več narediti na roko eni strani in iti v škodo druge strani. Ne pričakujem, da bo minister tu potreboval moje besede ali njegova ekipa, ampak skozi leto dni nategovanja o tem pri diametralno različnih stališčih je na koncu koncev, pa dovolite mi, da še enkrat uporabim Topaloviče, pa daj šta daš, bolje išta nego ništa. In to zadevno tudi moja podpora temu zakonu. Tako da, kolega Božič, ni se treba bati, tudi vas bom zastopil, pa čeprav to ne boste hotel, ampak vseh tistih, kot je za kolega Dragarja, kjer se pokrivava. Če pa dvomite v dobre namene, sem pa vedno pripravljen vam že pred samim glasovanjem obrazložiti, zakaj je moj glas v eno smer ali pa v drugo smer. Pri tem zakonu je res treba skleniti kompromise. Ampak, gledajte, to je maraton, ki traja več kot desetletje, da se ta zakon sprejme, in za božjo voljo, dajmo ga sprejeti, če ne bomo naslednjih nekaj mandatov, vsaj naši zanamci, spet gledali to isto zgodbo. Hvala lepa. In film. Hvala lepa državnemu svetniku Alojzu Kovšci. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Igor Antavar. Gospod predsednik, hvala lepa. Gospod minister, ekipa, kolegici in kolegi. Očitno nam je že malo dolgčen spoletni čas je, ampak bom skušal ne razpravljati z baze, z katere prihaja malega gospodarstva, bom poskušal razpravljati z vidika občana. Danes sem slišal nekaj, pa ni kolega tlele, da monopol vsekakor znižuje ceno. Te zgodbe še nisem slišal. Res, da sem pravnik po poklicu, ampak malo politične ekonomije sem pa videl od blizu. Celo izpit sem mogel delati pri bajtu. Gre za vprašanje, osnovno vprašanje je, ali je pogrebna dejavnost taka dejavnost, da zahteva monopol. Jaz sem bil nekoč komunalc, pa kar ne 6 let, pa smo takrat že ugotovili, da je voda prav gotovo, pogrebi pa Britofi prav gotovo, kanalizacija prav gotovo, pa še zdaj trdim to, da to pač ni. In če jaz imam možnost izbire, potem bom izbral tistega, ki ga bom izbral. Seveda ne pokojnik, ampak tisti, ki so ostali. In sploh ne vidim zdaj, zakaj je pravzaprav tak hura prišel, mi je jasen zakaj. Ker natančno vem, da je nekaj ta velikih ljubljanskih slovenskih občin so si že ustvarili monopol, izrivajo konkurenco, ne borim se spet za une, ampak preprosto ostali ne pridejo zraven. Jaz razumem problem občin,
Občine ste lastniki komunalnih podjetij in boste naredili vse za to, da bodo dobro živeli. Razumem, legitimno. Ampak ne razumem pa, zakaj je treba ubiti izbiro potrošnika, zdaj se bom z tega stališča, za to, da bo nek monopol ostal. Če boste pa boljši in če ste boljši, ne vidim razloga, zakaj bi šli nasledniki komu drugemu po storitev, če ste vi tako boljši in cenejši za zraven. Tako da teze pa o tem, da monopol ustvarja nižjo ceno, kolega Štrukelj, in izboljšuje kvaliteto, žal pa to mislim, da je politična ekonomija že pred leti dokazala, da temu ni tako. Verjamem pa, da so vedno odkloni. Jaz poznam odklone po občinah, pa poznam odklone tudi tam, kjer je ni monopola, to je vedno možno. In ne vidim razloga, zakaj bi pravzaprav delali tak, in celo veto vložili za to, ker mi je popolnoma jasno, zakaj, kje so interesi tle. Tle so ekonomski interesi lokalnih skupnosti in jih razumem. Razumem jih. Pa vendar, ob ustrezni konkurenci ste lahko vsako sekundo boljši od konkurence, ki je privatna. Celo mnogo boljši ste, ker imate infrastrukturo že postavljeno, ker imate del stroškov pokriti, ker to niso samo tisti, ki delajo pogrebno dejavnost. To je približno tako, kot takrat, ko šolska kuhna kuha, ne, in voz malce okoli ali ima odprte kuhne za ostale. To je čista nelojalna konkurenca gostinskim lokalom, ki so okrog. Jasno je, da veta ne bom podprl. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Igorju Antavorju. Želi še kdo razpravljati? Izvolite, besedo ima državni svetnik dr. Jan Vidgolob. Vsem kolegom, kolegicam in ministru in njegovi ekipi lep pozdrav. Da smo v času kislih kumaric obrali po eni taki zahtevni temi in da ste se vsi hoteli oglasiti, ker se je vsak zavedel, da je na smrt vezan in tudi na pogreb, pa je dobro, da o tem kaj ve. Ampak še me danes vprašal, kako je kaj s tem, rekel, ne še umreti, ker stvari še niso rešene. Niso še rešene. Ta tema se odpira. Jaz pozdravljam delo gospoda ministra in njegove ekipe, da so se dotaknili nečesa strani države, ki je naš skupni imenovalec. Seveda pa dregne to različne interese, seveda občin in interesnih skupin, obrtno-podjetniških, ki imajo seveda, ti si tudi tam napisani, ki imajo tam eno tradicijo in seveda vsaka novost poseže v nekaj, kar umakne razmerja na tistem, kar je Branimir Štrukelj povedal, na relativno nizkem kapitalskem nivoju. 20.000 krat 1.530 milijonov. Ampak nikoli si nisem mislil, da se svetniki ob taki temi znajo tako razživeti. Ker nas tle čaka red velikosti 2-krat, 3-krat večji, 3 milijarde, ki pa grejo kar tako hiter skozi, ne da bi se kaj posebno dotaknili, ali so to drugi tir, ali je to lesno gospodarstvo, ali so to banke, tam se pa res državni svet s svojim potencialom ljudi iz posameznih občin in iz posameznih strokovnih sredin bi moral lotiti in predlagati končne rešitve, prav povezano z ministrom za gospodarstvo, ki se je po božji sreči pojavil na pravem mestu in zdaj, kakor spremljam njegovo dejanje, pa Boris je tle, zdravo, evo, vidiš ti to pa zapište. Zapište. No, pa glih na to temo si prišel, grobi, robovi. Tako da gradimo to naprej, ampak še pejmo, čeprav ste tle ogromen truda vložili na tiste nivoje, ki se pa res za državo lahko jutrišnjega pomena, a bomo še kaj delali, pa kaj imeli ali ne več. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku dr. Jan Vidgolobu. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo in sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev. Izvolite, besedo ima minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek. Spoštovane svetnice, svetniki,
Čisto na kratko, še enkrat moram ponoviti, da smo se trudili narediti en zdrav kompromis med dvemi res diametralno nasprotnimi poli, vendar pa kljub vsemu moram še enkrat povedati, da zakon javnih podjetij v ničemer ne izključuje in po vsem tem, kar smo slišali, pa ne želim pač ničesar na drugačen način poudarjati. Moram povedati, da če so javna podjetja že danes 7-krat cenejša, se absolutno nimajo ničesar za bati v malem odpiranju trga na tem pogrebnem delu. Gospodu Požežniku moram reči, da je zakon v osnovi zasledoval vse tisto, kar smo na začetku želeli, smo ga pa s pomočjo amandmajev in s pomočjo pripomb z ene in z druge strani, po mojem mnenju, nadgradili v smeri zdravega kompromisa. V vsakem primeru moram povedati, da smatram, da obstoječe stanje na nekaterih področjih, ne na vseh, je z našega zornega kota monopol, ki je nevzdržen, in s tem zakonom se narahlo na posameznih področjih odpirajo vrata za to, da se pride do pravice, do izbire. Jaz verjamem, da bo po sprejetju tega zakona situacija na vsem področju boljša. Dobil sem 2 vprašanja, ampak na njih ne morem odgovoriti z te strani, zato ker verjamem vse tisto, kar sem povedal v uvodu, in pač jaz pričakujem, da se boste odločili po svojem prepričanju, karkoli boste sprejeli, je tudi naša naloga, da spoštujemo. Namen naš pa je bil narediti en korak naprej. Mogoče še eno stvar, zakaj smo odprli to tematiko ob poplavi dosti več resnično gospodarsko še bolj pomembnih zadev. Odprli smo to zadevo zato, ker imamo v hiši pač zahtevo Računskega sodišča, da to zadevo naredimo. Nobena Evropa ničesar ni ničesar zahteval, da na tem področju naredimo, smo pa bili ta korak dolžni narediti. In tudi ta teza, moram malo polemizirati z njo, da je vsa ta tematika povsod v Sloveniji dobro delujoča, po mojem našem prepričanju ne drži in verjamem, da s tem zakonom omogočamo povsod na nek način uravnoteženo in boljše delovanje na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospodu Zdravku Počivalšku. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Ne. Hvala. S tem potem prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti, kot ste jo prejeli na klop. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 30 državnih svetnikov, za je glasovalo 17 in 13 proti. S tem ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel z 17 glasovi za in 13 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se zahvaljujem ministru in za celotno ekipo iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in zaključujemo 22. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se vam zahvaljujem za razpravo. Seja je bila zaključena ob 15:27.